šport, turizem, izobraževanje in film. Vse to združuje Mednarodni filmski festival športnega filma, ki je potekal od 18. do 20. junija 2025 v slikoviti Rogaški Slatini. Že 4. leto zapored je festival združil ustvarjalce, športnike, učitelje in mlade v duhu povezovanja, navdiha in gibanja. V 3 dneh so obiskovalci uživali v izbranih športnih filmih z vsega sveta, sodelovali na dogodkih, prejeli priznanja in ustvarjali nova prijateljstva. Otvoritev v Aninem dvoru je bila svečana in čustvena. Ob premieri kratkega filma Božiček za en dan so podelili priznanja posameznikom, ki svojim delom prispevajo k razvoju športa, vzgoje in kulture. Med njimi so bila znana imena kot so dr. Miroslav Cerar, Rašo Nesterović, Mateja Pintar-Pustovrh, Ernest Jazbinšek, Silvo Pečjak, Dejan Zavec, Sergio Tavčar, Milena Štular, Tone Barič in Mitja Rotovnik. Za glasbeni utrip dogodka je poskrbela glasbena šola Rogaška Slatina. Kljub vsej prepoznavnosti, ki jo šport ima v Sloveniji, parašport je še vedno velikokrat zapostavljen, tako da jaz sem res izredno vesela, da je ta filmski festival prepoznal tudi ta segment slovenske družbe in športa. Eno od pomembnejših področij našega dela je tudi šport in že vrsto let vlagamo ne le v izgradnjo športne infrastrukture, ampak tudi pomembnih mednarodnih športnih dogodkov in festival športnega filma je tudi eden od njih. Kao članica žirije uvijek sam na teškom zadatku, osobno mi bude onako kao što svaki film zavređuje pažnju jer nije lako danas snimati, posebno u današnjim okolnostima gdje je zbilja pothvat baviti se umjetnošću prije svega. Poleg filmskih projekcij so se odvijale različne aktivnosti. Uroš Bitenc je na 2. osnovni šoli Rogaška Slatina vodil delavnico, pri kateri so se osnovnošolci učili snemanja in montaže športnih filmov ter na koncu ponosno predstavili svoje prve filmske zgodbe. Organizator dogodka pa je častne goste z vlakcem peljal na ogled Rogaške Slatine in njene okolice. Povzpeli so se na Kristalni stolp, obiskali tovarno lepote Afrodita in steklarno Rogaška. Izlet pa so zaključili na turistični kmetiji Pomona. Na ogled je bil ruski dolgometražni igrani film Fedja, ljudski nogometaš. Po njem je bil prijeten pogovor z bivšim nogometašem Marinkom Galičem in krasna pogostitev društva Gaja, aktiva kmečkih žena. Zadnji dan je potekala mini olimpijada, kjer so se otroci preizkusili v različnih športih, od nogometa do karateja in atletike. Najbolj všeč mi je bilo, ko smo bili na karate postaji, ker je sudeniran karate. Obiskal jih je tudi Žan Kranjec in jim namenil par spodbudnih besed. Lepo je videti toliko otrok, da športajo, da se zabavajo. Kakšen nasvet profesionalnega športnika, treba je verjeti vase in verjamem, da marsikdo tukaj od teh otrok, da ga mogoče čez nekaj let pa gleda po televiziji. Zabava, športanje, miganje, to je v bistvu mini olimpijade, ki jo peljemo približno 60 dogodkih po Sloveniji, 20,000 otrok se tega udeležuje. Nam pa je pomembno, da širimo olimpijske vrednote, kot so spoštovanje, prijateljstvo, odličnost in pa seveda fair play. Tako da naj uživajo otroci, naj si najdejo šport zase, pa čim bolj na tablicah in telefonih. Zatem je v srednji šoli Rogaška Slatina potekala delavnica na temo socialni film pod vodstvom scenarist Branke Bešević-Gajić in Metke Dedaković. Popoldne, ko so si mladi filmski ustvarjalci iz projekta Tradicija v trendu ogledovali svoje filme na velikem platnu, pa je pred 2. osnovno šolo Rogaška Slatina potekal še košarkarski turnir 3x3 v organizaciji košarkarskega kluba Rogaška Slatina. Zaključna slovesnost se je začela v popoldanskih urah s podelitvijo priznanj in nagrad. Uvodoma smo si ogledali dokumentarni film Zmaj iz Koses v družbi njegovega glavnega akterja Gorana Dragića, ki je ob tej priložnosti prejel tudi priznanje za življenjsko delo na področju promocije športa. Zelo smo počaščeni, da smo tukaj, da smo zmagali na filmskem festivalu. Mislim, da vse to, kar se je dogajalo v prejšnjih letih, res mislim, da Mark Pierce je naredil res fenomenalno delo. Veliko je preživel časa z mano, snemali smo veliko, ampak na koncu mislim, da smo naredili en zelo lep projekt in upam, da bo ljudem všeč in
da bo tudi kaj novega videlo, kar mogoče še niso vedelo. Priznanje za življenjsko delo na področju povezovanja kulture in športa je šlo v roke Matjažu Bergerju. Žal pa se tretji nagrajenec Matjaž Kek dogodka ni mogel udeležiti. Sledila je podelitev nagrad in priznanj najboljšim osnovnošolcem in srednješolcem v okviru projekta Turistične zveze Slovenije Tradicija v trendu. Za glasbeni pridih slovesnosti sta svojim nastopom poskrbela učitelja glasbene šole Rogaška Slatina, Alja Kroflič in Josip Tkalec. V nadaljevanju smo razglasili 8 zmagovalcev filmskega festivala, vsakega v svoji kategoriji. Vsi finalisti so prejeli častna priznanja in kristalno medaljo Steklarne Rogaška, tako da nihče ni ostal praznih rok. Presenečen pa ni manjkalo niti za občinstvo. Nekateri srečneži so bili žrebani za lepe nagrade, ki so jih prispevali naši sponzorji. Gorenje, Park Škocjanske jame, Park vojaške zgodovine Pivka in McDonald's. Turistična zveza Slovenije letos s svojimi filmi prvič sodeluje na festivalu športnega filma in glede na odzive naših udeležencev in na komentarje strokovne žirije mislim, da je bila to odlična odločitev. Četrta izvedba festivala je nedvomno dvignila kakovostno lestvico, kar so potrdili številni navdušeni odzivi tako med ustvarjalci kot občinstvom. Uspešna izvedba festivala letos ne bi bila mogoča brez dragocene podpore občine Rogaška Slatina, Turistične zveze Rogaška Slatina, Slovenske turistične agencije, Slovenskega filmskega centra, Olimpijskega komiteja Slovenije, gostoljubja hotelov Slatina, Atlantida in hotela Aleksander in podpore drugih mnogih pokroviteljev. Pravijo, da končna misel v filmu zmeraj na koncu zapiše se konec, ende ali kakorkoli bi temu rekli. Tudi mi smo končali 4. sezono filmskega festivala in pred nami se počasi pričenja 5. sezona in vsem nagrajencem, vsem tekmovalcem, vsem, ki so poslali filme, želim prijetno leto in vidimo se naslednjo leto na 5. mednarodnem filmskem festivalu. Hvala vam.